Lepo pozdravljeni v drugi sezoni podcasta Poslušam se s Polono. Za tiste, ki morda poslušate prvič, tukaj najdete oziroma slišite pogovore z drugimi strokovnjakinjami na temo razvoja otrok, vzgoje, izobraževanja. Nekaj tem pa posvetim tudi temam osebnostne rasti. Če so vam epizode všeč, vas vljudno vabim, da jih tam, kjer jih poslušate, na tistih platformah, tudi všečkate, se pravi lajkate, da jih delite. Če jih boste delili, bom zelo vesela tudi, da me označite, tako se vam lahko tudi zahvalim. Na Apple podcastih oziroma tudi na Spotify lahko podcast Poslušam se tudi ocenite, naprimer s 5 zvezdicami in mi tako pomagate, da epizode sliši še več ljudi. Hvala. Tokrat gostim kar 2 strokovnjakinji, in sicer sem povabila strokovnjakinji iz Inštituta za spanje otrok. Pogovarjala sem se z ustanoviteljico inštituta Ino Lo in eno izmed članic njenega inštituta, univerzitetno diplomirano psihologinjo Lejo Mavko. Ina je, poleg tega, da je terapevtka senzorne integracije, tudi svetovalka za spanje. Leja pa je registrirana izvajalka krog varnosti, poleg tega pa je vključena tudi v izobraževanje za svetovalko za spanje. Ljudno vabljeni k poslušanju pogovora. Lepo pozdravljeni. Danes imam, tako kot sem že prej povedala, kar 2 gostje, 2 strokovnjakinji, obe specializirani vsaka za svoje področje. Ina in Leja, me veseli, res veseli, da ste se odzvale. Mogoče najprej danes bomo najprej povedali temo, in sicer varna navezanost in tudi malo v povezavi s spanjem, ker je to, se mi zdi, zelo aktualna tema v zadnjem času. Še vedno so določeni miti o tem, kako dojenčka lahko razvadimo, mogoče predvsem strani kakšne starejše generacije. Se mi zdi, da mlajša je že mogoče malo več tudi slišala na to temo, če dalje več je teh spletnih učilnic, pa tudi drugih, veliko več je v zadnjem času strokovnjakov, ki govorite o tem in nas osveščate, tako da res sem vesela. Tako da danes bomo govorile o temi navezanosti in spanju dojenčkov in tudi starejših otrok. Pa mogoče bi kar začeli s tem, da je še vedno mit, da dojenčka lahko razvadimo, če ga, imamo preveč v naročju, če recimo spimo skupaj z njim v skupni postelji, uspavamo z dojenjem. Pa bi mi razložili, zakaj je v bistvu to zadovoljevanje od dojenčkove otrokove potrebe po naši telesni bližini izjemno pomembno, in zakaj je v bistvu to potreba in ne to, da bomo dojenčka razvadili. Ja, najprej lep pozdrav še z moje strani. Jaz se res zelo veselim, da bomo približali danes to temo varne navezanosti pa spanja še kakšnim drugim staršem pa poslušalcem. Je pa res tako, kot si omenila, da je še vedno kar prisotno to prepričanje, da lahko z našo bližino dojenčka razvadimo, čeprav je to zadovoljevanje potrebe po bližini res ključnega pomena. Če najprej samo tako pogledamo, dojenček je zdaj 9 mesecev preživel znotraj maminega telesa. Tam je stalno čutil njeno prisotnost, pa je slišal bitje srca, pa bilo mu je toplo. In potem po porodu kar naenkrat pričakujemo, da bo pa zdaj se takoj prilagodil na to, da pa ničesar od tega več nima prisotnega. V resnici je pa tudi po rojstvu bližina starša oziroma bližina mame neko primarno okolje, kjer naj bi se dojenček razvijal. Nekateri celo pravijo, da je bližina mame oziroma bližina starša nekako dojenčkov naravni habitat, zato ker se on za preživetje mora zanašati na odraslo osebo. Potem tudi evolucijsko gledano bližina odrasle osebe zagotavlja varnost in tudi če zdaj ne živimo več v nekem nevarnem svetu, so ti mehanizmi pri dojenčkih še vedno prisotni in se oni najbolj varno počutijo takrat, ko so v bližini neke odrasle osebe. Potem ima pa tudi bližina oziroma telesni stik zelo veliko pozitivnih vplivov na dojenčka, pa tudi na mamo. Na to recimo kažejo raziskave, ki so
preučevali recimo učinek stika s kožo, recimo takoj po rojstvu, pa tudi kasneje, ali pa recimo učinki masaže dojenčkov, in vsi ti rezultati kažejo, da ta telesni stik pomaga recimo regulira dojenčkov srčni utrip, regulira dihanje, regulira dojenčkovo temperaturo, tudi zniža stresni hormon v dojenčku, pri mami recimo spodbuja še zalogo mleka, pa tudi ureja Če se še jaz navežem na tole, kar je Lea rekla, ne samo to, da v bistvu regulira dojenčkovo temperaturo, pa zniža raven stresnega hormona v dojenčkih, ampak tudi pripomore k temu, da je možnost za smrt v zibki celo za 2-krat manjša, če z otrokom vzpostavljamo dovolj stika. Zanimiv. Verjetno je pa pač treba paziti določene, se držati, določenih, bi rekla, pravil oziroma tako za varno spanje, To pač nekateri poudarjajo, oziroma kakšno je tvoje mnenje, Ina, no? Varno spanje, mogoče zdaj najprej vprašala, kaj mi štejemo kot varno spanje. Kajti ljudje imajo za ta vidik varnega spanja zelo različen pogled. Za nekatere je varno spanje to, da otroci spijo samostojno v postelji, za druge je pa to, da spijo, se pravi, tik ob staršu. So neke splošne norme. In v tem smislu. Ja, te splošne norme so tako, da iz otrokovega spalnega okolja odstranimo vse možne morebitne predmete, stvari, s katerimi bi lahko prišlo do možne ali zadušitve, ali se pravi kakšne plišaste igračke, potem naštimamo ograjo tako, recimo, da ima okolo posteljno obrobo, torej, da se recimo ne bi prišlo do morebitnega kakšne poškodbe. Skratka, prilagodimo okolje tako, da ni kakšnih vrvic zraven, da pižame recimo, da so varne, da ni možnosti, da bi kakorkoli lahko se kakšna nesreča dogodila. Pa predvsem tudi to je pa mičkam bolj, jaz temu rečem, včasih malo bolj sporna zadeva, da starši preden so legli k otroku zraven, ne jemljajo nobenih kakšnih zdravil, ki bi bili možni opijati, da niso prej spili kakršnega koli alkohola, tudi kadilci naj ne bi bili zraven, oziroma pač, da si umijajo zobe in pa roke, kajti tudi ta vonj kadilski absolutno je v bistvu vdiranje v otrokovo integriteto. Otrok se svobodno ima pravico do čistega in, če se smem tako izraziti, njemu naravnega okolja, kar pa definitivno cigaretni dim tudi ni. Tudi parfumi, naprimer že parfumi recimo so odsvetovani, že v nosečnosti, pa še tudi prvih nekaj mesecev. Sem v bistvu glih mislila te to vprašati, glede teh substanc in tega, kar si povedala. Pa ne bi zdaj, da ne bo zdaj se kdo kaj prestrašil, Sej zdaj govorimo res tisto, kaj je v teoriji, vedno pa delamo tako, jaz vedno tudi staršem to povem, delajte tako, da ste lahko mirni. Najprej potrebno sebe umiriti. In če, pač karikiram, če en cigaret 15 minut pred spanjem, pa če si potem umijete roke, zobe, če en cigaret pripomore k temu, da boste vi kompetenten, miren starš tekom noči, je absolutno bolj priporočljiv, pa tudi 2 ali pa 3 cigareti, kot pa biti pod stresom. Ja. Ja, res odličen nasvet, tako, kot si rekla, zadovoljen starš, bolj umirjen, lažje vse te stvari, vse to zmore. Mirnost je zagotovo zelo pomembna. Mi je pa vseeno všeč, da si v bistvu vse te smernice, ki jih v teoriji strokovnjaki zelo priporočajo. Tako da hvala obema. Malo smo sicer, že povedali to, ampak Lea, ki si v bistvu povedala, kakšne vse ima tudi v bistvu za otroka, za mamo, kakšne vse koristi. Prednost. Ima taka povezava, ta dotik, bližina. So tudi raziskave, da v bistvu kasneje, mogoče glih kontra, kot bi najprej mislili, da je tudi kasneje so taki otroci bolj samostojni, ki so v bistvu zelo najprej kot dojenčki ali pa kot malčki zelo varno navezani na starše, mamo, očeta. Ja, včasih zgleda to malo kontraintuitivno, da moraš najprej otroka res mu nuditi vso to bližino, ga vzeti k sebi, da bo potem samostojen, ker veliko
staršev ali pa generacij še vedno mislili, da moraš ti otroka navajati na to, da je samostojen. Ampak v bistvu mu ti moraš dovoliti, da je najprej od tebe, od primarnega skrbnika res odvisen, da res zaupa, da je ta skrbnik njemu na voljo, da se lahko zanaša na njega in to mu bo potem dalo tudi samozavest, pa to željo po raziskovanju, da se bo počutil dovolj varno, da gre raziskovati, da je samostojen, da tudi sam preizkuša določene stvari. Če pa otroka silimo v neko samostojnost, je pa to bolj neke vrste obrambni mehanizem, ker otrok čuti, da se na starša ne more zanesti in potem raziskuje, zato ker se mu zdi, da je to nek način, kako lahko ohrani še vseeno bližino starša. Lepo povedan, ja. Pa tudi verjetno, ko se recimo loči od mame, se verjetno drugače obnaša ali pa odziva, ne? Kako je s tem? Ja, v bistvu gre bolj za to, iz kakšnih razlogov se otrok loči, pa tudi kako se odziva na to ločitev. Recimo, kako prav gledajo, ali je otrok varno navezan, pa gledajo bolj, kako se otrok vede potem, ko se še enkrat združi s staršem. Recimo, če je otrok varno navezan, pa se loči, bo doživljal neke vrste ločitvene stiske, ampak potem, ko se starš tudi vrne, bo izrazil ta svoje čustva, bo ponovno poiskal bližino, bo povedal, ja, to pa mi zdaj ni bilo prijetno, da si me zapustil, zdaj rabim, da mi ti pomagaš pomiriti. Medtem, ko če otrok ni varno navezan, pa lahko se pretirano oklepa starša. Tukaj zdaj, tako kot je prej Ina tudi rekla, ne želim prestrašiti staršev, ker ločitvena stiska je tudi do neke mere normalna, pa ni tudi sama jaz ne morem ocenjevati, kako je otrok navezan, a je varno navezan, ker je to neka predpisana procedura, kako se to počne, ampak recimo otroci, ki so anksiozno navezani, zelo se oklepajo starša, pa ga ne pustijo v bistvu stran, ne želijo iti raziskovati. In potem tudi, ko pa se starš recimo vrne po ločitvi, pa so tudi zelo tako negotovi, ne vejo, bi raziskovali, bi šli do starša poiskati tolažbo. Medtem ko recimo tisti otroci, ki so pa izogibajoče navezani, to se pa običajno pojavlja v družinah, kjer je jok zelo velikokrat prekinjen, kjer staršem res ni prijetno z otrokovim jokom, pa ga stalno preusmerjajo in ti otroci se pa naučijo, da če želijo skrbnika ohraniti blizu, morajo zatreti ta svoja čustva in se potem pretirano usmerjajo na raziskovanje, pa se izogibajo tem svojim čustvom in recimo tudi potem, ko se združijo s staršem, mu ne pokažejo, da jim je bilo hudo. Ampak spet to vedenje je do neke mere lahko pač tudi čisto normalno. Sploh recimo, ne vem, ko vajajo v vrtec, pa če otrok ne joka, ko pridejo, je to tudi lahko normalno, da je veliko enega sivega prostora, kaj je normalno, pa kaj je potem že ne varno. Mi pogosto rečemo, ne, da recimo potem otroci špilajo jokerja, ne, kadar gre za tisto anksioznost. Se pravi, vse bom naredil zato, da boš tukaj z menoj, da imam lahko pristen stik s teboj, da imam lahko interakcijo s teboj. Tudi, tako kot je rekla Leja, veliko je sivega prostora, nekaj pa tudi že samo otroški temperament. Na to pogosto pozabljamo pri temu, ne? Da v bistvu na pač vse vidike pa ne moramo vplivati. Mogoče tukaj še to, en vidik varne navezanosti je to, da se pač res čim bolj sinhrono odzivamo na dojenčkove potrebe. Se moramo pa verjetno tudi zavedati, da popolnosti pač ni, da pač iščemo skozi, tisto ravno. Vedno, se pravi, pomembno je, da se trudimo zadovoljevati otrokove potrebe, ampak to vedno ni možno. Ali zaradi tega, ker mora v nekem trenutku starš kaj drugega narediti, ali mogoče pozornost vzema še kakšen sorojenec, ali sam se trenutno nima napolnjenih kozarcev, pa potem ne more dati otroku polne pozornosti. Tako da mogoče kdaj tudi starš ne ve točno, kaj otrok potrebuje, pa zaradi tega ne bo potreba takoj zadovoljena. Tako da govori se, da nekje 30% časa naj bi se starši odzvali oziroma ustrezno prepoznali otrokove potrebe, vse ostalo so pa tako poskusi, napake, življenje, ki pride zraven, pa potem prepreči to, da bi se vedno popolno odzivali, tako da se
po eni strani niti ne moremo popolno odzivati, po drugi strani je pa tudi dobro, da se ne, ker to potem ustvarja tudi priložnosti, da recimo popravimo odnos z otrokom, pa mu pokažemo, da delamo napake, pa potem ponovno vzpostavimo ta stik, ki je pa tudi zelo pomemben za otrokov razvoj, se pravi ta izkušnja, da ni vedno vse popolno. Ja, da je v bistvu ena priprava za kasnejše življenje. Glej, jaz se tudi zmeraj rada dodam, ne? Ni tako pomembno to, da čim manjkrat, po domače rečeno, da se nam malo zalomi. Pomembno je, da ko se zalomi, da poiščemo z otrokom stik, da smo ranljivi, da mu znamo pokazati, oprosti, zmotil sem se, imel sem velika čustva, drugič se bom potrudil, da bo drugače, skrbi me zate, bojim se zate, ne vem, kako ti naj pomagam. Skratka, zmeraj rečem staršem, bodite ranljivi, pristopite k problemu, ker to je tisti zgled, ki ga želimo dati otrokom, da lahko so ranljivi in da lahko se v življenju tudi kdaj kaj zalomi, pa je pomembno, kako mi k temu pristopimo in da znamo do tega pristopiti. Ja, zelo res koristen napotek. In ja, v življenju se res velikrat zalomi in če res jim damo to popotnico, kako to, smo res naredili zelo veliko, tako da je hvala. Ina, res za tole, obema. Mogoče še to, a je otrok lahko, pač mogoče eno malo vprašanje izven, ampak a je otrok lahko varno navezan na oba starša enako, ali je v bistvu kako je ta varna navezanost, ali je samo na enega primarno varno navezan, mogoče Laja, kako je s tem? Jaz ne bi to govorila o tem, a je otrok enako navezan, zato ker gre za individualen odnos in vedno bodo neke razlike v tem, kakšen odnos otrok z nekom splete, ampak ima pa lahko, je varno navezan na več skrbnikov hkrati. Ponavadi sta najbolj pomembna primarna skrbnika, običajno sta to starša, potem je pa v bistvu dobro za otroka, da varno navezanost razširi še na koga drugega, da ima neko večjo mrežo teh skrbnikov. Lahko so to stari starši, lahko so to kakšni prijatelji, ki jih pogosto vidijo, lahko je to, varuška, vzgojiteljica v vrtcu, tako da začne se seveda z eno, potem z dvema glavnima navezanostima, potem pa želimo, da otrok ta vzorec razširi še na druge skrbnike, da ima res tako podporno mrežo v svojem okolju. Ja, da čim več iz tistega enega, dva razširi. Ker imam ravno obe tukaj, kako je pa povezana varna navezanost pa spanje? Mogoče tako včasih, tudi meni je še sošolka v gimnaziji govorila, da se prav spomne, kako je oče pustil izjokavati, da se tega dejansko spomne, kako je se jokala in da je potem zaspala ker noben ni prišel. In mogoče to, kako sta varna navezanost pa spanje povezana. Absolutno, meni je zmeraj hudo, ko slišim kakšno tako stvar. Zdaj, ko razumemo varno navezanost, pravzaprav lahko razumemo tudi številne stiske dojenčkov in otrok, ki so povezane s spanjem. Ampak zato res rabimo to razumeti. Kot smo že omenili, je v bistvu varna navezanost povezana z iskanjem bližine skrbnika. In to je ena od tistih največjih potreb v prvih letih otrokovega življenja. Res ni želja, je potreba. Spanje pa na drugi strani vključuje ločitev od varne osebe, kar otroku predstavlja eno od pravzaprav največjih groženj. Če otrok spi v svoji sobi, je ta ločitev seveda še toliko večja. Zato je razumljivo, da se otroci tej ločitvi, posledično spanju, tudi pogosto upirajo. Možgani zelo hitro naredijo tiste povezave. Se pravi, zaspal bom, ločen bom od tistega skrbnika, ki skrbi za moje življenje, v narekovajih, če se smem tako izraziti. Prav tako je pomembno, da tudi v uspavanju in po noči ob zbujanjih zadovoljujemo te otrokove potrebe, ker to je tisto, s čimer gradimo varno navezanost. Nekateri strokovnjaki še vedno močno zagovarjajo te metode izjokavanja, s katerimi naj bi otroci se naučili zaspati sami oziroma naj bi potrebovali sami tisto izkušnjo doživeti.
Ampak, če mogoče pogledamo, kaj to pomeni, kaj se dogaja. Pri teh metodah je dojenček odložen v svojo posteljo in starši na to sobo zapustijo in otroka pustijo, da sam zaspi. Nekatere metode staršem svetujejo, naj se vsakih nekaj minut odzovejo na otroka, druge predlagajo spet, da se ta čas potem odzivanja postopno podaljšuje, pa tretje zagovarjajo, recimo, da je otroka treba pustiti jokati, dokler ne zaspi. Veliko je tudi teh izrazov, kot to je samo protestni jok, a ne? Ampak jaz temu zelo pogosto rečem, da so to, bom rekla, spalni treningi ali pa metode izjokavanja, ki so zgolj zavite v celofan, a ne? In vsa ta vedenja v bistvu so povsem v nasprotju z znanjem, ki ga imamo o navezanosti, ker popolnoma ignorirajo otrokove potrebe, obenem pa v bistvu staršem svetujejo, naj ignorirajo tudi svoje instinkte. A ne? To je tisti behaviorističen pristop. Torej, tvoje vedenje mi ni všeč in ga bom spremenil. Ne izhaja pa iz vidika, vprašal se bom, iz kje izhaja, zakaj je tako. Obstaja možnost, da te metode vplivajo na navezanost otroka, ker kakšno sporočilo otrok prejme s tem? To, da se ne more zanesti na starša, in prav tako tudi sporočilo, da je izražanje čustev in potreb popolnoma nesmiselno, ker je sveto zanj v bistvu vseeno, ne. Starši preko treningov spanja v bistvu ignorirajo svoje instinkte, lahko tudi v bistvu pa tekom dneva izgubijo tudi stik dejansko s svojimi notranjimi nagnjenji in so manj odzivni na otrokove potrebe. In v eni študiji so recimo ugotovili, da so po 3 dneh treninga spanja dojenčki nehali jokati, ampak njihov nivo stresa je ostajal enako visok kot prvi dan. Samo pokazali niso v bistvu. Ja, tako. Medtem ko recimo pri mamah je pa, ko dojenček ni več jokal, je pa ta nivo stresa padal. Se pravi, pri dojenčku je ostal še vedno enak, pri mami je pa padel, ko ni več jokal. Pa tudi to bi želela povedati, da ko otroci, dojenčki nehajo jokati, recimo, kaj je potem posledica tega spalnega treninga. Dojenčki se še vedno zbujajo po noči, samo nehajo signalizirati, da so se zbudili, zato, ker so dobili povratno informacijo, da se tako ali tako nihče na njihove potrebe ne bo odzval. Tako da pravzaprav spanja mi naučiti ne moremo. To je biološka funkcija. Lahko pa predvsem damo zelo slabe vzorce, pa naučimo tega, da čustva niso okej. Tu bi rada povedala, ko sta dojenček in mama v sinhroniji. Dojenček v stiski zajoka, njegov nivo stresa se dvigne, nato se dvigne tudi nivo stresa mame in mama se na to tudi odzove in veliko večja verjetnost je, se pravi, da se bo nanj odzvala. Po treningu spanja se pa v bistvu ob dojenčkovem joku se dojenčku seveda zviša nivo stresa, nivo materinega stresa pa ostaja nizek in lahko tudi kasneje, ne samo tekom noči, ostane znižan, torej da se mama tudi nasplošno začenja slabše odzivati na otrokove potrebe. Če lahko, bi jaz samo še dodala to, kar je, se pravi, prepričanje, da če otroka pustimo jokati, da bo on potem se naučil zaspati. Otroci ne nehajo jokati zato, ker so zaspali, ampak ker je bilo njihovo telo tako izčrpano od tega iskanja starša, da v bistvu ne zmorejo več tolerirati tega stresa, tega izjokavanja in se zato v bistvu telo ugasne in se to potem izraža v spanju, čeprav ne gre prav zares za uspavanje. Tako pa mogoče še to ne, dobro, da si Leja to dodala, bi jaz tudi, še to bi mogoče bilo fino povedati, kaj se pa v otroških možganih dogaja. Mi mislimo, otrok je zaspal, otrok se je naučil, pa v bistvu ni res. Otrok gre v beg ali boj sistem ali pa zamrznitev. Se pravi, neha izraza čustva in si mislimo, okej, sej, zdaj je pa tiho, je dobil izkušnjo, se je naučil, pa ni res. Ravno ta zamrznitev, to je tisto najhujše, če se lahko tako izrazim, to je tista stvar, ki jo najmanj želimo. Tisti odziv, ki ga najmanj želimo. Takrat otroški možgani naredijo tisti blackout za preživetje. In recimo, to se lahko primerja s tem, če ste mogoče kdaj poslušali, recimo, če ste gledali kakšen dokumentarec o recimo ženskah, to je zdaj en tak zelo, kar precej skrajen primer, ampak recimo ženske, ki so bile kaj posiljene, pa razlagajo potem, da se na neki točki pa sploh ničesar več ne spominjajo, kot da bi bile
kot da bi v bistvu se spomnil slike, ampak enostavno so bile izven telesa, opisuje izkušnje ali pa enostavno, da v bistvu se niti ne spomnejo, no to je takrat, ko telo dobi tisto zamrznitev za to, da v bistvu, da bi po domače rečeno, če bi prišlo do smrti, da ne bi tega tako intenzivno doživljali. Tako zelo laično rečeno, a ne? Edini način, da se telo zavaruje, pač da zavarujemo sebe, je to, da se ugasne. Tako. Verjetno je v pradavnini to pač zelo prav prišlo, no? Pač možganom in so ohranili ta sistem. Vse je z namenom. Tudi, ko se dojenčki zbujajo, jaz zmeri rečem, zbujanje ima pomembno funkcijo. Če ne bi imelo potem tekom let, tega že ne bi več bilo. Res je. Zelo kratko in jedrnato povedan. Tako se kar povejo, prosti. Če lahko sam še to dodam. V bistvu se dojenčki tekom evolucije nič niso kaj dosti spreminjali. Zelo, zelo ogromno so se pa spremenile naše zahteve in pričakovanja glede njih. Te družbena pričakovanja, ki so pa zelo daleč, se mi zdi, da se čedalje bolj oddaljujejo no pa se zdaj že nekako prihajajo bliže, ampak se precej oddaljujejo od tistih resničnih primarnih otrokovih potreb. Tudi meni se zdi, da smo že malo bliže, ampak mogoče pa še vedno kdaj, mogoče še bolj v kakšnih Facebook skupinah zasledimo primerjanje mamic, pa mogoče obremenjenost, moj pa že spi po enem mesecu celo noč, moj pa še ne, kaj je zdaj, kaj jaz delam narobe, mogoče v tem smislu vidim, da je še, pač se še obremenjevanja oziroma pač to, kar si rekla, ena oddaljenost. Je pa velika večja verjetnost, če smem tukaj, ker si ravno tak primer navedla, je veliko večja verjetnost, da bo dojenček prespal noč pri enem mesecu, kot pa pri 9 ali pa 6. Ker je v bistvu arhitektura spanja še mičkeno drugačna. Prej ste povedali, da je v bistvu spanje ločitev dojenčka od staršev in da je zanj to stresno. Kakšne navade in kdaj začeti s temi navadami pa priporočata, da je to za dojenčka čim lažje? Te večerne rutine v bistvu lahko starši začnejo vzpostavljati že zelo zgodaj. Prve tedne, ko pride dojenček v novo družino, ne rabijo starši skrbeti glede teh večernih rutin, tudi dojenčki nimajo še nekega ritma, ampak je bolj pomembno, da se starši najprej povežejo z dojenčkom, da se spoznajo, da se prilagodijo na to spremembo v njihovem življenju. Potem običajno tam nekje od 2., 3. meseca naprej je pa že lahko smiselno, da se začnejo vzpostavljati tudi neke rutine pred spanjem, ker takrat tudi se v otrocih začne bolj razvijati cirkadiani ritem, se pravi, njihovo spanje se tudi bolj zgosti na noč, pa imajo čez dan nekaj počitkov, medtem ko pred to starostjo so pa počitki oziroma spanje zelo tako na par ur, spijo, se zbudijo, jejo, zelo tako na neki redni bazi, v bistvu večino dni prespijo. Potem okrog 2., 3. meseca, ko pa spanje v večji meri poteka po noči, je pa lahko smiselno, da začnejo s takšnimi rutinami. In te rutine so lahko v bistvu na začetku zelo preproste. Recimo pri dojenčku lahko samo zatemnijo luči v sobi, pa recimo prižgejo kakšno glasbo, pa mama potem dojenčka podoji in ga na tak način uspava. Tako da je zelo, oziroma odvisno tudi od starosti dojenčka, kakšno rutino uporabljati, ampak ne rabijo pa starši zdaj sestavljati, rutine z 10 koraki. Pomembno je samo, da je preprosta, da so starši umirjeni, da je taka rutina, da tudi umiri dojenčka, pa da si sledi v nekem enakem zaporedju vsak dan, zato ker to za dojenčke pa potem otroke tudi ustvarja določeno mero predvidljivosti. Je pa potem treba tudi spremljati, kako se dojenček odziva na to rutino, a ga dejansko pomiri, a tudi staršem ustreza ta rutina, pa potem na podlagi tega tudi to rutino s časoma prilagajati, pa potem mogoče vključiti kakšno drugo aktivnost, kakšno drugačno zaporedje, odvisno potem od družine same. Kar si pa vprašala glede tega, kakšno rutino bi priporočala, je pa tudi za premostitev te ločitvene stiske, je pa najprej tudi pomembno, kakšen je dan otroka. Recimo, če otrok cel dan preživi
v vrtcu, pa recimo gre potem, ne vem, še k babici, pa se s staršem sreča recimo šele, ne vem, 1 uro pred spanjem, bo otrok pred spanjem bolj potreboval ta čas za povezovanje, kakor pa mogoče en otrok, ki je bil cel dan že s staršem skupaj, pa je dobil veliko tega individualnega časa s staršem, pa veliko njegove pozornosti. Tako da recimo, če je otrok veliko časa ločen od starša čez dan, lahko že na začetku rutine starš si vzame, ne vem, 15-20 minut, pa se res posveti otroku, pa se z njim igra, pa se z njim res poveže, pa potem začnete z rutino, ne vem, večerno urejanje, preoblačenje v pižamo, potem lahko starši vključijo tudi kakšne umirjene dejavnosti, ne vem, branje knjig, kakšni starši izvajajo kratke masaže, potem pri kakšnih starejših otrocih recimo tudi skupaj z otroki delajo jogo pred spanjem, pa kakšne dihalne tehnike, ki so bolj obrnjene na igro, pa so tudi res fine za se pomiriti. In z vsemi temi dejavnostmi v bistvu lahko krepimo to povezanost, pa tudi otroka sprostimo in tudi, če otrok ima neko ustrezno rutino, tudi lahko prej zaspi, pa potem lažje spi tudi čez noč. Bi pa samo še omenila to, kar se pa prav ločitve tiče, pa tudi pomembno, da se starši osredotočijo na naslednjo združitev. Se pravi, da vzpostavijo neko povezanost med tem trenutkom zdaj, pa takrat, ko se bomo potem naslednjič videli, zaradi tega, ker otroku to tudi pomaga, da se veseli naslednjega srečanja, pa naj bo to recimo lahko starši rečejo, da se bodo, ne vem, srečali v sanjah, pa jim potem zjutraj povejo, kako so se v sanjah družili, ali pa, ne vem, naredijo načrte za zjutraj, pa kaj bodo zjutraj počeli. Pa jim povejo, da komaj čakajo, da bojo zjutraj, ne vem, skupaj jedli zajtrk ali pa se skupaj igrali in da nekako na tak način tudi poskušajo skrajšati oziroma olajšati to razdaljo, ki jo zdaj to spanje prinaša. Odličen nasvet. Bi pa jaz tukaj zraven mogoče še to dodala. Starši pogostokrat menjujejo pojma rutina in urnik. Se pravi, rutina ni enako urnik. Urnik je vezan na točno določeno uro. In mi ne moramo pričakovati, vsak otrok ima nek svoj cirkadiani ritem, neko svojo biološko uro, zato je pa tudi odvisno tekom dneva, kako potekajo počitki, kaj se dogaja, tudi ljudje nismo vedno enako utrujeni. To je res pomembno, se držimo rutine, ne urnika, se pravi tistega sosledja, zaporedja, zato da otrok pričakuje da ve pričakovati, kaj bo sledilo, kajti to je tudi tisto, kar ga pomiri in kar mu tudi predstavlja občutek varnosti, torej vem, kaj se bo zgodilo, vem, kaj prihaja. Če bi mogoče en tak dober primer dala, ko damo krožnik na mizo, pa damo še pribor na mizo, vemo, kaj sledi. Hranjenje, a ne? Pa mogoče še tukaj dodam, imamo kakšne otročke, ki se malo težje umirijo, recimo, ko so zelo živahni, zelo taki svobodni. Pa za take otroke bi pa priporočila, da se spalna rutina morda prične malo prej in pa da se v bistvu vanjo vključi umirjanje že med samo igro. To v praksi v bistvu pomeni, da zadnje 20 minut pred predvidenim pričetkom rutine za spanje. Najprej otroku se prav oznanimo, kmalu bo čas za spanje in se v bistvu že v sami igri začnemo bolj umirjeno igrati, umirimo ton glasu, se pravi, umirimo tudi nivo, stopnjo te živahnosti igre, a ne, se pravi, da se že pred tem počasi umirjamo, lahko če recimo že rahlo tudi kakšne luči zatemnimo tako, a ne, da že prej pripravljamo otroka na to, da bo pa prišel čas, ko se prične spalna rutina. Tukaj je verjetno tudi zelo pomembno, da smo mi kot starši pomirjeni, pripravljeni na to, a ne? Absolutno. Vedno jaz rečem pogosto, recimo, dajte se pripraviti pred rutino, če veste, da ste imeli težak dan, da je bil naporen dan, magar pred pričetkom spalne rutine, vzemite si še vi 15 minut zase, dajte se pomiriti, kajti jaz se zelo pogosto rada navezujem na ta zelo klišejski stavek, če ne moreš poskrbeti zase, kako boš poskrbel za koga drugega. Torej, ko smo mi mirni, bomo zmogli biti močni in kompetentni odrasli tudi za umirjanje pri spanju in za pomoč pri tem. In to je tisto, kar otrok v bistvu najbolj potrebuje, a ne? Ja, zelo lepa misel, no, tako, res. Pa tudi, mislim, res drži, no, tako, wow. Tudi če je klišejsko.
pač, ja. Bi mogoče še, mislim, da smo res večino že povzeli, pa kar si tako lepo zaključila, bi še vidve kaj dodale, kaj sporočile poslušalcem, kaj, kar se vama zdi zelo pomembno na to temo, pa nismo še povedali. Jaz bi mogoče samo še enkrat poudarila, da pogosto ni toliko smiselno, da se starši recimo osredotočajo, a zdaj otrok izraža točno take znake varne navezanosti, pa da se zapletajo v te zanke, ampak je bolj pomembno, da izhajajo iz sebe, pa res poslušajo otroka, pa da sledijo sebi in bodo že s tem veliko več naredili, kot če se pa zapletajo v te zanke, kam se pa zdaj moj otrok razvršča. Prav, da je bolj pomembno, da se osredotočijo na odnos z otrokom, na otrokove potrebe, pa delajo najboljš, kot oni sami zmorejo v nekem trenutku. Se pravi, da so pač prisotni, ta prisotnost. Ja, tako. Pa mogoče bi še jaz, če smem, seveda, z veseljem. Dodala. In vedno poudarjam, otroci grejo čez cel vrtiljak občutkov in čustev. In bi rada mogoče še to za na konec dala miselno, da otrokovi občutki, otrokova občutenja, čustva niso odraz nas kot staršev. Pomembno je, da mi poiščemo stik in da jim damo, po domače rečemo, ramo, da oni lahko čez to, da jim pomagamo čez to, da jim pomagamo prepoznati čustva. Aha. No, zdaj pa tudi pri meni je pokazal. Ja, praktični prikaz. Ja, tako je. Ko mami potrebujem, te pridi. Ja, tako. Ja, saj to vidiš, je namen podcasta, da prikažemo tako, kaj je. Ja. Tako. Iz srca se vama obema zahvaljujem za ta pogovor. Se mi zdi res izjemno koristno o tem pogovarjati. Sem res hvaležna obema, da ste si vzeli čas za ta pogovor, za vse konkretne napotke in vajna znanja. No. Tako da najlepša hvala. Hvala tudi tebi za povabilo. Hvala tudi tebi, Polona. Vsem pa najlepša hvala za poslušanje. Se slišimo ponovno v mesecu februarju. Do takrat pa vsem en zelo prijeten preostanek januarja. Nasvidenje!